Nadaljujemo s proticepilci, potem ko so neuspešno vdrli na RTV in neuspešno naskočili državni zbor, se lahko končno pohvalijo s prvim uspehom. Uspešno so razkrili svojo skrivno spletno klepetalnico. Od pozivov k umorom politikov pa vse do spodbujanja k fizičnim obračunavanjem z zdravstvenimi avtoritetami. To je strhljiva realnost digitalne skupine Slovenija 3.0. Nekatere načrte posameznikov, ki bi bili celo pripravljeni uresničiti nekatere grožnje. Najprej, kaj je Slovenija 3.0? A smo mi kaj zamudili? Kdaj smo bili Slovenija 2.0? Jaz sem bil vedno pod vtisom, da smo še vedno beta verzija. Kamoli 1.0. Drugač, puške v roke pa jih žive zakurit, sredi ulice trga. A se lahko, prosim, odločimo, kaj točno želite, da se zgodi? Puške ali kurjenje? Sred ulice ali sred trga? In tretjič, za internetne klepetalce veljajo ista pravila kot za kupovanje orožja. Ne pokazati svoje prave identitete. Obnašanje pa fascinira tudi antropologe. Poglejmo. Z vsako uporabo in skupino, kateri se pridružimo, malce radikaliziramo, malce izostrimo svoje stališče in potem kar naenkrat postanejo ta stališča izjemno radikalna. Res je, s priključitvijo v Facebook skupine se lahko radikaliziraš. To je tako, kot jaz, ko sem se pridružil skupini za kvačkanje in še prej sem se dobro zavedel, sem imel doma milijon enih prtičkov. Od frendov so mi pa ostali samo še mački. Tudi mački so pobegnili. Pred koncem črne koronike pa si poglejmo še, kako se na pogoj PCT prilagajajo samozaposleni. Ja, žal, jaz sem Beno, SP, sem programer, delam od doma že nekaj časa in jaz sledim COVID ukrepom. Do pike. Ni važno, kje sem, kje dan je, ko prijem v službo, si preverjam PCT. Pravila so pravila. Mislim, ja, sem cepljen, ampak se testiram še poleg tega. Ampak ne tako, kot vsi ostali. Jaz počekiram vse. COVID se lahko skriva kjerkoli. Njemu ni mar. Meni je. Kdo bo plačal teste danes? Ti, a jaz? Mislim, da ti isto, kot delodajalec. Ti si moj najboljši uslužbenec na svetu. Ti pa moj najboljši šef. Če kaj pogrešam ljudi, ki delam sam doma, sploh ne je to, kar sem mislil, da bom. Mislim, bolj, pa oni čudaki, s katerimi sem prej delal. Zakaj pa vprašate? Nekaj, okej. To je nadlegovanje na delovnem mestu. Če sem napisal kaj kode danes? Ne zares. Ampak sem pa zihar, da nisem bolan. Hvala lepa, Beno. To, če si bolan ali pa zdrav, je pa mogoče vprašanje za psihologa. In s to mislijo zaključujemo današnjo rubriko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.